Odbojkarice Nove KBM Branik so se v tretji krog kvalifikacij prebile z lahkoto, potem ko so v drugem krogu obakrat s 3-0 premagale bosanske odbojkarice iz Brčkega. Včeraj proti Poljakinjam kluba Skyrace Žešov ni šlo tako gladko. Državne prvakinje, letos v slovenski ligi še neporažene, so proti favoriziranim Poljakinjam pokazale dobro borbeno igro, o čemer govorijo tudi končni rezultati vseh 4 nizov. 2 sta se zaključila z 22-25, 2 pa s 23-25. Tekmice so izkoristile nekoliko slabši sprejem in na trenutke slabšo zbranost Mariborčank v končnicah. Ja, rezultat res je 3-1 za Poljakinje, ampak tekma bila odprta do zadnje točke. V tistih setih, ki smo bili mi v spredju, se je poznala ta kakovost in izkušnje na njihovi strani. Mi smo pred tekmo se kar dobro pripravili na nasprotnika, tudi izkoristili njihove slabosti, tako smo iz igre vrgli eno njihovo najboljšo igralko, ta Belgijka Rousseau, številka 1, ampak vidi se, da imajo oni tudi to kvalitetno klop od zunaj, nadomestili so z drugimi igralkami, tako druga korektorica, tako druga podijačica kot ta spremavka, so malo spremenili in malo bolj stabilizirali njihovo igro in mislim, da lih ta je bila tista razlika, ki je pol na koncu prevesla tekmo v njihovo korist. Par dni imamo, da se pripravimo, analiziramo, spočijemo in gremo na Poljsko odigrati spet eno dobro tekmo, pa vidimo, kdo se jo bo zaslužil v to ligo prvakov. Sara Najdič se je izkazala s servisi, v statistiko je vpisala tudi 3 ase. Pri Mariborčankah je sicer z 31 točkami spet blestela izjemna Iza Mlakar. Po izenačenju 1-1 so v tretjem nizu po njenih imenitnih akcijah vodile že 16-12, v končnici celo izenačile z 22-22, zadnje 3 točke pa so vendarle pripadle gostjam, ki so si pred povratno tekmo v domačem Žešovu priigrale prednost. Jaz sem zelo vesela, da smo prikazali takšno igro, kljub temu, da smo res v tem tempu tekam vsak teden, 2 na teden in jaz sem zelo ponosna na svojo ekipo in sem zelo vesela, da smo res danes uživali v odbojki in res vrhunsko odigrali. Proti takim ekipam se še dosti krat lažje motivirati, ker so res toliko boljše in je bila igra res na visokem nivoju. Na domačem terenu so odbojkaricam pomagali tudi navijači. Okoli 300 jih je bodrilo domačinke. Tekma v gosteh bo tudi z tega vidika težja. Absolutno bo težja, ker potujemo na Poljsko, pot je dolga, ampak mi bomo tam dali vse od sebe, nimamo kaj izgubiti in gremo na zmago 3-0. Pri zmagovalkah je bila zelo učinkovita Srbkinja Adila Hilić, ki že drugo sezono igra za klub v Žešovu. Iskreno da kažem, prvo zadovoljna sam što smo uzeli 3 boda, ali nije bilo lako svakako, spremali smo taktiku, ali devojke su stvarno pokazale dobru odbranu i mnogo, moram pohvaliti stvarno korektora za napad. I bilo je gusto u nekim trenucima, mi stvarno treba popravimo još dosta nekih stvari, nekih sitnica što se tiče odbrane i bloka, ali mislim da i mi iz utakmicu igramo bolje i mnogo nam znači ova 3 boda na vašem terenu, sad čekamo subotu u Žešovu, nadamo se da ćemo uzeti ta 2 potrebna seta i proći dalje, jer ovo je stvarno za naš klub veliki podvig, jer je ovo prvi put u istoriji da opšte klub ima šansu da bude u kvalifikacijama. Mariborčanke so sicer v Ligi prvakinj doslej zaigrale 2-krat. Prvič leta 1997, drugič pa 3 leta kasneje. Če bodo to soboto zmagale v Žešovu in s tem izenačile s Poljakinjami, jih čaka še odločilni zlati set. Letos je v Ligi prvakinj mesto že rezervirano za 12 ekip. Vse druge se za 4 mesta potegujejo v kvalifikacijah, med njimi tudi slovenske državne prvakinje.